Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. Te večer je zjutraj dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 29. septembra 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Vse več dijakov v nižjem poklicnem izobraževanju, pa tudi z nedokončano osnovno šolo. Večernico, nagrado za otroško in mladinsko literaturo, prejme Andrej S. Kubic. Za mladinski roman Lahko bi umrl na tem kavču z mano. Ukradeni otroci ob 80-letni si vrnitve domov v slavnostno akademijo v Celju. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. V zadnjem desetletju se je vpis v dvoletne programe nižjega poklicnega izobraževanja povečal. Po podatkih ministrstva je delež novincev narastel z 2,7%, kar je podatek za šolsko leto 2015-2016, na 3,8%, kar so podatki iz preteklega šolskega leta. V programe se lahko vpišejo učenci, ki so opravili 9-letno osnovnošolsko obveznost in zaključili vsaj 7. razred, ali pa učenci, ki so osnovno šolo zaključili z nižjim izobrazbenim standardom. Med takimi programi so na primer pomočnik v biotehniki in oskrbi, obdelovalec lesa, pomočnik pri tehnologiji gradnje in tako naprej. No, več o tem bo povedala Barbara Bradač, ki jo znova gostim v podkastu. Barbara, zdravo. Ti si govorila z več ravnatelji različnih srednjih šol, kjer torej opažajo to povečanje. Kaj so ti povedali? Pozdravljena, Tjaša. Ja, govorila sem z večimi, pravzaprav z vsemi, ki v Mariboru v srednjih šolah izvajajo ta program. Morda edino, da te odstotke, ki si jih ti navedla, povem v dejanskih številkah. 2015-2016 šolskem letu je bilo vseh dijakov, ki so bili vpisani v nižje poklicno izobraževanje, 960. V letošnjem šolskem letu, res da podatki še niso popolnoma dokončni, jih je okrog 700 več, 1648. Recimo, govorila sem z ravnateljico Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor, ki opaža, da pred 11 leti, ko je ona prišla na to šolo, niso imeli v tem programu niti enega dijaka, danes jih imajo 16. Tudi IC Piramida, izobraževalni center Piramida, ima polne vse 3 oddelke, torej skupaj 60 prostih mest zasedenih. Ravnateljica Srednje šole za prehrano in živilstvo ter tehniške gimnazije Tina Pokrevač opaža, da so učenci iz prilagojenega programa osnovne šole vedno bili med njihovimi dijaki v tem programu. Novost, ki jo pa tudi ona opaža, pa je vedno večji delež tistih, ki prihajajo iz redne osnovne šole, a niso zaključili 8. ali 9. razreda in tega prej v tolikšnem obsegu ni opažala. Kje pa so razlogi za to? So ti znali poiskati kakšne skupne imenovalce, karkoli, čemur pripisujejo to spremembo? Razloge smo iskali tako z ravnatelji srednjih šol, kot tudi z svetovalnimi delavci na osnovnih šolah. Namreč podatek ministrstva je tudi ta, da narašča število slovenskih državljanov, ki so obiskovali redno osnovno šolo v nižjem poklicnem izobraževanju. Nekako smo se dokopali do tega, da lahko da gre za učence, bodoče torej dijake, z migrantskim ozadjem oziroma druge, tretje generacije, ki še niso osvojili slovenskega jezika. To sta nekako, da je slovenski jezik res tista bistvena prepreka pri nadaljevanju šolanja ali pa pri dokončanju šolanja, izpostavili 2 svetovalni delavki, tako na osnovni šoli Prežehovega Voranca v Mariboru kot Martina Konšaka. Je pa prav iz šolskega centra Ptuj, srednje šole, gospa ravnateljica Anja Jesenek Grašič rekla, da tudi oni opažajo vedno več otrok, ki se vpišejo k njim, ki ne dokončajo osnovne šole. Morda gre za preplet nekako odsotnih, neaktivnih, nepodpornih staršev, motivacijsko naravnane osnovne šole, pa seveda otroke, pri katerih pa zelo jo skrbi njihova perspektiva, potem in nenazadnje prihodnost družbe. Medtem ko gospa Božena Krivec, svetovalna delavka iz osnovne šole Prežehovega Voranca, recimo
meni, da je zelo dobro, da imamo sploh v Sloveniji takšno možnost, da tudi nekdo, ki ne dokonča ali pa ne zmore dokončati osnovne šole, ima pa določene sposobnosti, ki jih lažje izrazi v takšnem nižjem poklicnem izobraževanju, da ta možnost sploh obstaja, da imamo dovolj fleksibilen in tudi naravnan na otroke z drugačnimi potrebami ta sistem. Torej, pod črto v bistvu te številke, ki so zaskrbljujoče, v praksi vseeno se jim prilagajajo. Se jim prilagajajo, vendar pa te številke, ki naraščajo, povzročajo težave v šolah, srednjih šolah, kjer te programe izvajajo. Recimo na lesarski šoli je njihov normativ v takšnem programu 16, pri tehniku je 32. Gre pa za otroke, ki imajo vzgojne, tudi malo vedenjske, takšne izzive. Ni nujno, da so to učno šibki učenci. Imajo bolj izzive v tem, da zmorejo ostati v razredu, da zmorejo slediti pouku, da zmorejo poslušati in razumeti snov. Hvala, Barbara, za ta pojasnila. Današnja ponedeljkova številka prinaša še več dodatnih strani s posebno prilogo Večernica, v kateri objavljamo ime prejemnika 29. Večernice, nagrade za najboljše mladinsko delo preteklega leta. Večernica gre v roke Andreja E. Skubica, za mladinski roman Lahko bi umrl na tem kavču z mano. Slavnostna podelitev bo v četrtek 2. oktobra v gledališču Park v Murski Soboti, na srečanju mladinskih pisateljev Oko besede 2025, ki praznuje leto dni več kot Večernica, torej okroglih 30. V žiriji smo med drugim zapisali, da Skubic svoje junake, stare znance iz serije Trio Golaznikus, pred bralcem izriše vsej svoji mladostni zaletavosti, negotovosti, zmedenosti in kar je še občutij in stanj značilnih za adolescenco. To bo za Skubica druga Večernica, prvo je za Babi nima več telefona dobil pred 6 leti. Ob njem so bili v ožjem izboru 5 nominirancev še Tina Arnuš Pupis in Roman Ruzina, ki je prvič ustvaril literaturo za mlajše bralce, ter 2 stara znanca Večernice, Maša Ogrizek, dobitnica nagrade leta 2022, in Peter Svetina, ki jo je dobil največkrat, kar 3-krat. V posebni prilogi vabimo torej k branju intervjujev z vsemi 5 pisatelji, pa tudi k razmisleku o tem, komu je nagrada namenjena, čemu služi in kakšno je stanje Večernice leto pred okroglo jubilejno 30. September je na prvi osnovni šoli v Celju že desetletje rezerviran za druženje ukradenih otrok. V knežjem mestu skoraj ni nikogar, ki ne bi vedel, kdo so bili. A le ukradeni otroci se že od 70 let prejšnjega stoletja vsako leto srečajo. Po osamosvojitvi Slovenije pa so ustanovili celo svoje društvo. V soboto so v čast 80-letnice vrnitve otrok domov, namreč po osvoboditvi maja 1945 so morali še do septembra čakati v prehodnih taboriščih, v Celjskem narodnem domu pripravili slavnostno akademijo. Slavnostni govornik, nekdanji predsednik države Milan Kučan, je izpostavil aktualne vojne in prisilne odvzeme otrok, od Ukrajine do Gaze in Afrike. Citiram: Po toliko letih se lahko upravičeno vprašamo, ali je zdaj drugače. Ali izkušnja naših, poljskih, norveških in otrok drugih narodov v okupirani Evropi komu prebuja vest. Nekaj tisoč, po nekaterih navedbah celo več 100 tisoč ukrajinskih otrok, ki jih je Rusija ukradla v nesmiselni vojni z Ukrajino, ne mogoče optimističnega odgovora. Nič drugače ni v afriških vojnah, ki so skorajda stalnica v srčju te celine. Je vzporednice med nekdanjo, sedaj poteptano obljubo nikoli več, dano ob koncu druge svetovne vojne, z aktualnimi dogodki potegnil nekdanji predsednik države. Do letošnjega poletja ukradeni otroci niso bili uvrščeni v tako imenovani zakon o popravi krivic. Šele letošnje poletje so jim priznali simbolično odškodnino. Dočakala jo je sicer le še peščica od 645 otrok, ki so jih avgusta 1942 utrgali od staršev in jih odpeljali na nemške tabore ali pa jih, če so bili dojenčki s svetlimi očmi in lasmi, dali celo posvojitev nemških pravovernim Hitlerjevim sledilcem. Ukradeni otroci so danes stari več kot 83 let. O travmah, ki so jih povzročila leta taborišča, so mnogi spisali svoje spomine, posneti so bili tudi dokumentarni filmi. Več o njih v obširnem članku v današnjem Večeru.
To je bil večerodnevni podcast Večerje zjutraj 29. septembra 2025. S vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji, ni drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam tretji pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.